Povod za papežev obisk Firenze je narodni simpozij Cerkve v Italiji, ki ga pripravijo vsakih 10 let. Tokrat udeleženci razpravljajo o novem humanizmu in vlogi krščanstva. Zbrane je nagovoril tudi sveti oče, ki je poudaril, da je Jezus temelj našega humanizma. Papež je najprej prisluhnil pričevanjem, med katerim sta mož in žena povedala, kako sta dobila ničnost prejšnjih zakonov. Spregovorila sta o njuni duhovni rasti, pa tudi o ranah in ranljivosti. Albanski duhovnik, ki živi v Italiji, pa je pripovedoval, kako se je srečal z Bogom. Papež je nato v precej dolgem govoru vsem, predvsem pa kristjanom, položil na srce, da je potrebno pri delu imeti v ospredju troje: ponižnost, nesebičnost in blaženost. Te poteze nam povedo, da ne smemo biti obsedeni z oblastjo, četudi je to potrebno ali koristno za socialno podobo cerkve. Veliko navdušenje med udeleženci srečanja je požela misel papeža, da ima rajši poškodovano cerkev, kot pa cerkev, ki je zaprta v svojo varnost. Krščanski nauk ni zaprt sistem, ki ne omogoča vprašanj in dvomov, ampak zna oblikovati telo, ki se spreminja. Krščanski nauk se imenuje Jezus Kristus, je dejal Frančišek. Reforma cerkve, po njegovih besedah, pomeni ukoreniniti se v Kristusa in se pustiti voditi Svetemu Duhu. Posvečene osebe pa je povabil, da je ključnega pomena, da ostanejo v stiku z ljudmi. Če ne ostanejo v tem stiku, bodo izgubili svojo človečnost, cerkve pa ne bodo premikali naprej. Vas, pastirje, pa prosim, da ste pastiri, nič več kot pastiri. Jaz sem pastir. To bi moralo biti vaše veselje, je dejal papež, in ljudje jih bodo pri tem podpirali. Problemov naj ne bi živeli kot težave, ampak kot izzive, šli naj bi na obrobja in nikoli gradili zidov, ampak odprte trge in poljske bolnišnice. Tako naj bi po papeževih besedah prispevali k temu, da bo imela cerkev materinski obraz.